Dobrodošli v podkastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja, njihove talente in recepte za uspeh. Z menoj je danes Roman Pavlović. Zdravo. Živijo. Zdaj, preden midva začneva, pa se poglobiva v tvoje možgane, bi te jaz predstavil našim poslušalcem, da bojo videli v bistvu, koliko izjemen posameznik si. In da jaz malo v bistvu začinem še to, bi rad povedal, da prvič, ko sem se midva spoznala na kavi, sem jaz takoj ugotovil, da tebe je treba pa nujno malo izprašati, malo pokukati v tvoje razmišljanje, ker si me res zelo fasciniral. In pol, ko se bo bolj poglobila, bomo v bistvu spoznali skozi tvoje izkušnje, zakaj jaz menim, da si tak izjemen posameznik. Pa pejva malo na tvoj CV, v bistvu na tvojo predstavitev, da te tudi naši poslušalci spoznajo. Se pravi, če greva prvo malo na izobrazbo, bil si v Vojno-tehnični akademiji, kar je noro. Potem si naredil magistrski študij na ekonomski fakulteti, potem si bil v podjetjih kot in Simfonika ECS, kot direktor posebnih projektov, bil si v Halcomu kot vodja Halcom studija, tudi vodil si eden izmed njihovih najbolj uspešnih projektov MBILS. Potem si delal za agencijo za inoviranje Azerbajdžana, bil si tekmovalni padalec, državni prvak, več kot 20 let. Si trener karateja, bivši predsednik Slovenske zveze in pa hkrati sedaj podpredsednik Slovenske in Evropske zveze. In pa v bistvu en zelo fascinanten tvoj uradni naziv je leadership in pa peak performance coach. Tako da preden se v to podava, daj mi povej, kaj je to. Kako se ti sam sebe opišeš? No? Jaz sebe vidim kot raziskovalca človeške duše, človeških zmogljivosti. In ko pridem do bistva, do nekega odgovora, štartamo tam in poskusim sebe in posameznike okrog mene razviti do njihovega maksimuma. In to me zabava iz več razlogov. Eden je, ker resnično verjamem, da vsak posameznik, ki ga srečam, ima nek svoj maksimum, ki ga pa še ni dosegel. In če sem jaz tisti, ki ga uspem dvigniti do nivojev, do katerih niti sam ni verjel, da lahko pride, me to navdaja s takim močnim optimizmom. Po drugi strani pa verjamem, da ne obstaja nek absolutni odgovor in da ta moja raziskovalna duša živi skladno mogoče s tistim, kar je Rilke rekel, leave the question, ne? Živi vprašanje, se pravi, ni absolutnega odgovora, vedno, ko priješ do enega odgovora, je za tem odgovorom še eno naslednje vprašanje. In na ta način potujem skozi življenje in kreiram, upam, da pozitivne stvari. Super. Daj razloži mi, ta v bistvu peak performance coach se meni zdi zelo fascinantno, ker vsi smo v nekem tempu, danes sploh v neki dobi digitalizacije in skozi probamo biti na nekem peak performanceu. Kaj to pomeni peak performance coach? Vsak od nas že od otroštva ima določene dogodke, ki so se mu vpisali v male možgane, ko reče, wow, če bi pa to lahko podoživel še enkrat, ali pa če bi to lahko podoživel takrat, ko bi jaz hotel, a ne bi bilo to v redu. In ponavadi so to taki dogodki, ko smo se kot otroci, ne vem, utopili v igro sami ali z drugimi, ko smo igrali nogomet, ko so se dekleta igrala s punčkami, ko smo potem v srednji šoli poslušali glasbo ali igrali glasbo. In tisti trenutki so bili trenutki našega maksimuma, naše vrhunske kreativnosti, ko smo se počutili najboljše, ko smo delovali najboljše. In potem, ko pridemo v ta zrela leta in nas povozi vsakodnevno divjanje, multitasking in take zadeve, velikokrat nostalgično pogrešamo te občutke. Jaz sem tudi bil v tej poziciji, ampak sem rekel, verjetno je nekaj na tem, da bi lahko načrtno te občutke podoživeli in to ravno takrat, ko bi jih najbolj rabili. In seveda ljudje se s tem ukvarjajo, to več ni neka mistika, ti občutki niso danes za odrasli ljudi rezervirani samo za neke ekstra umetnike, pevce, kaj takega, ampak vsak posameznik lahko ugotovi, kaj so njegovi triggerji, kaj so njegove rutine, kakšno je vedenje, v kakšnih okoliščinah, s kakšnimi ljudmi naj bo takrat, da bo ta peak performance dosegel. In ker pač to zadevo
povezujem tako s poslovnim, kot pa tudi z osebnim, privatnim življenjem, kajti vsi mi smo na koncu koncev osebe, odvisno je samo, katero vlogo v tistem trenutku igramo, je to lahko uporabno tako v poslovnem kot tudi v vsakodnevnem življenju in mislim, da koristno za vsakega človeka. Prav primer, ko imaš nek pomembnejši sestanek ali pa neko pomembnejšo odločitev oziroma trenutek v življenju, je po tvojem v bistvu neki metodi se možno spraviti v ta peak performance in potem takrat briljiraš. Absolutno. Te občutke je nekako sistematiziral prvi en Čikšen Mihali, že davnega 1976 v eni knjigi in takrat je opisal flow kot občutek, ko dejansko performamo najboljše, se počutimo najboljše in je to specificiral z nekimi 4 ključnimi karakteristikami. V angleščini imajo krajšavo STAR, se pravi občutek selflessness, nesebičnosti, timelessness, izgubiš občutek za čas, effortlessness, vse, kar je kar naenkrat lahko, in richness, se pravi, kar naenkrat dojemaš veliko več informacij okoli sebe in si jih sposoben tudi obdelati v realnem času. In če lahko to zadevo na tak način tempiramo ravno takrat, ko nam je najbolj potrebno, kot si lepo rekel, pred pomembnim sestankom, pred srečanjem, ko je potreben kreativni preboj, pred predstavitvijo poslovnim partnerjem, na koncu koncev pred pomembnim razgovorom s svojim življenjskim partnerjem, pred pomembno odločitvijo tvojih otrok, ko jih moraš motivirati ali stimulirati, je to nekaj, kar bi si vsak želel. In dejansko obstajajo mehanizmi, ljudje so se poglobili v znanost tega, v psihologijo, v nevrologijo, v fiziologijo, na koncu koncev tudi v farmakologijo in zdaj razumejo, kaj se v našem telesu dogaja, ko peak performamo, in na osnovi tega lahko vzpostavimo določene rutine, da te vse procese v telesu sprožimo ravno takrat, ko jih rabimo. Zdaj, ko gledam tvoj CV oziroma tvoje izkušnje, pri Simfoniki si bil direktor posebnih projektov, potem pri Hakomu si bil izvršni direktor, član uprave in si tudi vodil enega izmed njihovih najbolj znanih projektov, Ambills, ki trenutno pri Petrolu in je res v Sloveniji verjetno eden najbolj odmevnih pa najuspešnejših projektov. Potem si delal za agencijo za inoviranje Azerbajdžana, vodil si en zelo uspešen startup, ki je trenutno v Silicon Valleyju. Tako da malo me zanima tvoj pogled, kako ti sestavljaš ekipo, na kaj si pozoren, ko sestavljaš ekipo. Moje osnovno vodilo je don't be smartest guy in the room. To pomeni, da se mora človek zavedati, da ni najpametnejši in da tudi če misli, da je idealen, še zdaleč ni. In če bo okoli sebe zbiral ljudi, ki bodo samo mu potrjevali, da je najboljši, najbolj idealen, potem ne bo prišel daleč. V resnici se zavedam, kje imam močne strani, ampak zavedam se tudi, kje sem šibek. In v ekipi vedno iščem ljudi, ki so izredno močni tam, ker sem jaz šibek. Skupaj smo dober tim. Adizes, ki je kar nekaj let bil v upravi Halcoma, je rekel, there are no perfect managers, but there are perfect teams. To me se je tako globoko dotaknilo, tako da odvisno od problema, ki ga rešujem, pogledam, kje so moje šibke strani in na osnovi tega sestavljam ekipo. In ekipa je tista, ki pravzaprav prinaša rezultate. Jaz kot vodja ali lider, če me kot takega sprejmejo, jih sinhroniziram, se vidim bolj kot dirigent, v glavnem pa nekdo, ki je lider, niti ni toliko strokovno operativen, ampak je bolj inspirator in usklajevalec. Super. Se pravi, a imaš ti kot oseba, ki verjetno mora biti zelo strukturirana, da si prišel do tega nivoja, ker si, pa imaš ogromno nekih aktivnosti, pa še dodatnih dejavnosti, kakor to, da si v bistvu podpredsednik Slovenske Evropske zveze, da imaš svoje podjetje. A imaš ti kakšno posebno rutino? Ker ogromno naših mladih poslušalcev, mladih vodij proba vzpostaviti neke rutine, pa če imaš ti kaj takega, ki bi delil z nami. Ja, jaz imam v osnovi koledar.
Okay. Imam koledar, ki ima določene rutine na dnevnem nivoju, določene rutine na tedenskem nivoju, določene na mesečnem, četrtletnem in letnem nivoju. V teh rutinah, te rutine se izvajajo z določeno frekvenco, ki vsakemu človeku odgovarja, imajo pa tudi določene pavze, kajti v teh rutinah se moramo mi zavedati, ne moramo vztrajati vedno, mi moramo občasno tudi spočiti in telo, da lahko potem gremo v neki novi ciklus. Tako da ja, vsakodnevno imam določeno jutranjo rutino, tudi poslovno imam določene tipizirane korake, kako se lotevam vsakega dneva. Imam določene stvari, ki jih upravljam nekajkrat tedensko, nekajkrat mesečno. Imam pa tudi določene mesece v letu, ko vse to ustavim, se resetiram in potem čez nekaj časa začnem čutiti, kaj je tisto, kar mi res manjka. In na osnovi tega, kar je tisto, kar mi res manjka, obogatim ali pa spremenim svojo rutino v nadaljevanju, ko krenem. Tako da ja, zdi se mi, da kolikorkoli danes probamo vsi biti kreativni, in jaz se ogromno ukvarjam z inoviranjem in vsem tem, obstajajo določene rutine, ki nam olajšajo življenje. In te rutine včasih predstavljajo lahko 80-90% našega življenja in nam olajšajo življenje, nas dvignejo na nek višji nivo, da lahko tistih 10% res kreiramo na vrhunskem nivoju, takrat, ko potrebujemo. Kako se ti zdi danes pomembno, da kot vodja pustiš neko mero inovativnosti pa kreativnosti svojim zaposlenim? Ker se mi zdi, da ogromno korporacij proba transformirati svoje družbe ravno v to smer, da dajo zaposlenim, da jih opolnomočijo, da jim dajo neke proste roke, da jim omogočijo kreativnost. Kako ti gledaš na to, glede na to, da si že v bistvu velik del svojega življenja v teh vodah inovativnosti, da probaš podjetje inovirati, spreminjati kulture? Kako gledaš na to? Čisto vsak zaposleni ima potencial za inoviranje in za kreiranje. Če nič drugega, kot sem rekel, je verjetno na svojem delovnem mestu, na tisti specializaciji, tisto, kar dela, veliko boljši od svojega šefa ali pa od šefovega šefa. On pozna specifiko, kaj manjka, kaj bi bilo lahko boljše, kako optimizirati. Pomembno je samo, a mu damo priložnost, da to pravilno izrazi, a čuti, da lahko to izrazi in da ne bo dobil, ne vem, naprimer, po prstih zaradi tega, in a lahko verjame, da ima realno možnost, da bo to idejo, ki je izrazil, potem tudi realiziral. A bo dobil resurse za njo, a bo dobil čas, kar je največkrat najpomembnejši resurs, toliko denar, toliko niti ne, in da bo potem dobil podporo pri uvedbi te svoje ideje, ki postane inovacija, ki postane produkt ali storitev ali neka majhna izboljšava v prakso, v neko vsakodnevno prakso. Ključna zadeva je, se pravi, ustvarjanje okolja, da te ljudi dobijo dovolj samozavesti in zaupanja, da lahko to zadevo zapeljejo. Se pravi, začnemo z zaupanjem. Potem je pa treba postaviti določeno strukturo, da ta ideja ne obvisi v zraku in reče, v redu, zdaj si dal idejo, zdaj pa gremo, izvedi idejo. Velikokrat ti ljudje imajo idejo, ampak sami nimajo ali kompetenc ali dovolj časa, da bi to idejo realizirali, se pravi, treba mu je dati določene oporne stebre, na katere se lahko obesi. In en tak koncept smo začeli takrat razvijati še v času Halcoma, ki se je imenoval Idea Manager. Če imamo menedžerja prodaje, menedžerja marketinga, menedžerja razvoja, zakaj ne bi imeli še menedžerja idej? Kajti ideje so tiste, ki pravzaprav dolgoročno garantirajo konkurenčnost vseh naših podjetij, ki nam bodo omogočala, da ne bomo samo preživeli kot podjetje, ampak napredovali kot podjetje. In zakaj bi to prepustili nekemu slučaju? Zakaj bi prepustili stihiji ali pa inspiraciji določenega posameznika? In takrat smo kreirali delovno mesto in nekako opis mehanizmov delovanja menedžerja idej in zaposlili prvega menedžerja idej v Sloveniji, to je bil Primož Zupan, ki je pozneje tudi magistriral na tem segmentu in ta koncept ideja menedžmenta razvil še na veliko višji nivo. Tako da takrat smo prav gledali, a obstaja ta koncept, nismo našli nobenega
cirka 2 leti pozneje, mislim, da smo na LinkedInu, ne vem, prešteli 137 idea menedžerjev, kajti dejansko so se ljudje začeli zavedati, da inoviranje ne bo se kar zgodilo. Samo od sebe. Samo od sebe, Ja, tako. absolutno. Daj mi povej, ko ti postavljaš ekipo, ki se že prej se malo tega dotaknila, koliko je po tvojem mnenju pa pomembno po drugi strani kot vodja, da pa širiš svoje znanje, ker se mi zdi, da toliko je nekih novih stvari, ko se kot vodja lahko naučiš. Tako da me zanima ta pogled, pa bi te pa hkrati napeljal naprej na temo, ti razvijaš zdaj nov koncept, ta Leaders in Flow. In bi se rad tudi tega dotaknil, ker mi je zelo zanimiv, če bi nam lahko ta koncept malo predstavil. Ko delam jaz z ljudmi v ekipi, se spet vračam na tisto, predvidevam in verjamem, da so v določenem segmentu bolj sposobni kot jaz. In v resnici oni ne potrebujejo mene, da jaz rešujem njihove probleme. Jaz pričakujem, da bodo oni reševali probleme. Lahko sem pa njihov inspirator, lahko sem njihov coach v razmišljanju, ne smem biti pa reševalec. Kajti, če si ti kot vodja ali voditelj reševalec problemov, se ljudje tako hitro tega navadijo in potem začnejo k tebi hoditi po rešitve, ne pa prinašati rešitve. Jaz pa verjamem, da z pravilnim inspiriranjem, z omogočanjem, da ljudje sami pridejo do rešitev, pravzaprav vzgajamo ljudi okrog sebe v ene kompetentne, samostojne, opolnomočene sodelavce, ki bodo lahko to zgodbo peljali tudi, če mene ni poleg, tudi brez mene. In na koncu koncev liderjeva vloga je ta, da zgradi določen segment, skupino, proces, projekt in mu da toliko vztrajnosti, da lahko teče brez njega in da se lahko odmakne in reče, tu so zdaj kompetentni in usposobljeni ljudje, ki peljejo zadeve dalje, jaz več nisem potreben. In preda to enemu nasledniku, ki to zadevo pelje dalje, in on pa se ukvarja recimo z drugim naslednjim projektom. Zdaj, absolutno se strinjam in se mi zdi, da tvoje razmišljanje je zelo napredno in tudi ogromen gostov, ki smo že imeli na tem podcastu, zelo dobro razmišlja v tej smeri, kot ti. Tako da daj nam predstavi tudi ta v bistvu Leaders in Flow, ta tvoj koncept, ki ga probaš vpeljati v Sloveniji, ki dejansko prav podpira to, da je treba, da mora biti vodja odprt, da se mora izobraževati, vlagati, odpirati, komunicirati in tako naprej. Skozi čas, ko vse te moje izkušnje, nekako sem prišel do 3 glavnih problemov, kjer nisem našel neke rešitve ali pa nisem videl nikoga, da bi ponujal resne te rešitve, se mi zdeli pa ključna ovira v delovanju, kvalitetnem delovanju skupin, ekip ali liderjev. Prvo je, da imamo preveč menedžerjev in premalo liderjev. Danes prideš na nek poslovni sestanek, vzameš vizitke in vsak je vodja nečesa. Menedžer tega, menedžer drugega, menedžer tretjega, na koncu se celo vprašaš, kdo dela, če vsi menedžirajo. Ključna zadeva v tem je, da je ta menedžer nečesa pravzaprav titula, ki ti jo je nekdo dal, in v tistem trenutku si ti dobil nekako opis svojega dela, svojih odgovornosti, po možnosti celo vse jasne cilje in znotraj teh škatlice, ki ti je tudi definirana, ti to zadevo narediš. Lider je pa nekaj več. Lider je pa kreator. Lider ni tisti, ki igra po pravilih. Lider je tisti, ki se igra s pravili, ki jih spreminja. In jaz bi rad te zadeve približal čim več ljudem, kajti ko sem te zadeve spoznal, sem si rekel, kaj bi bilo, če bi meni nekdo 20 let nazaj predstavil ta mindset, omogočil, da razmišljam na ta način, da se razvijam tako, kje bi jaz danes bil. In verjetno bi vsakemu mlademu človeku to prišlo prav. Se pravi, leadership mindset mora biti malo drugačen, kot je management mindset. Drugi problem je, da vsi mi gremo skozi vrsto izobraževanj in se veliko naučimo. Izobraževanja znajo biti zelo kvalitetna in imamo jih v Sloveniji zelo kvalitetna, zdaj globalno so tudi zelo dostopna vsa online izobraževanja, veliko Slovenci potujemo v tujino, super, sploh ni problem, ampak
pride do problema pri transferju tega znanja v prakso. Ko smo mi na tem izobraževanju, pravzaprav se naša pričakovanja, naši standardi se dvignejo. Mi vemo, kako bi lahko našo prakso izpeljali še boljše. Imamo to znanje na enem višjem nivoju in čisto nahajpani pridemo nazaj, sodelavci nas vprašajo, kako je bilo, mi rečemo, super je bilo, a boš kaj povedal? Ja, bom, ampak veš kaj, zdaj sem bil en teden na izobraževanju, pa me je 27,000 mailov prečakalo in 100 stvari, ki jih moram narediti, ker mi jih je moj šef še naložil in vse to, dej bova se enkrat na kavi dobila, pa ti bom razložil. In teden gre mimo, 2 tedna greste mimo, 3 tedne greste mimo, tisti glavni zagon, zanos malo upade. In kaj je posledica vsega tega? Mogoče 10, 15, 20%, mogoče to prenesemo v prakso, v resnici se nam je povečala frustracija, ki je po definiciji večja, če je razlika med realnostjo in našo željo ali našim pričakovanjem večja. In z nekim novim izobraževanjem se je naše pričakovanje povečalo. In namesto, da bi imeli neko dodatno korist od tega izobraževanja, se je naša interna frustracija povečala, zaradi tega, ker vemo, kaj bi moral biti ideal, mi ga po praksi ne izvajamo. In sem prišel do tega, da ko se nekaj naučiš, da moraš takoj preizkusiti zadevo v praksi in čim prej potem to zadevo vpeljati v svojo ekipo, če je seveda to primerno za tvojo ekipo. In tudi ta problem nekako rešujem skozi ta moj koncept Leader in Flow. Tretja zadeva pa je, prej sva se pogovarjali o peak performance. Peak performance je nek sveti gral, vsi bi radi, ja, peak performance, po možnosti vsakem trenutku, vsakega dneva. In tu se je treba zavedati, da tega ni. Če si tak, si flow junkie, ne? To je zelo blizu pravemu junkiju, ki pričakuje vsakič, ko malo pade v tisto depro, da bo dorabil en šus in bo spet v vzhičenem stanju. Ne? Mi se pa moramo zavedati, da taki trenutki zanosa, flowa so relativno redki, so pa možni, jih je možno tempirati in mi kot liderji od naše ekipe velikokrat pričakujemo, da bodo oni kar znali, kot posamezniki ali kot skupine, prijeti v ta flow in performati najboljše ravno takrat, ko je to potrebno. Ključno pa je, da mi niti sami sebe ne znamo še upravljati na ta način. Kako bi mi dosegli maksimum takrat, ko ga moramo doseči. In se mi zdi zelo pomembno, da liderjem pokažem, da morajo oni prvo disciplinirano delati na sebi kot na osebi, potem šele lahko razumejo, kaj se dogaja v njihovi skupini in potem lahko pravilno vodijo tudi svojo skupino, ki jo vodijo in tudi njih pripeljejo do group flow state, kot jaz temu rečem, ali skupinskega zanosa, do tistih trenutkov, ki lahko trajajo 10 minut, 10 ur ali pa 10 dni, odvisno od specifike taska, ko performamo res na vrhunskem nivoju, ko izgubimo občutek za čas, ko imamo občutek za vse zunanje impulse, ki jih integriramo v neke skupne rešitve, dokler ne pridemo do nekega vrhunca, do neke rešitve in se potem spet stvar ustavi in čaka na nek novi ciklus, na neki novi flow. Se pravi, imamo te tri osnovne izzive, ki se mi zdi, da noben na njih ne odgovarja. Jaz sem nekako poskušal kreirati en odgovor na to in popeljati tiste mlade, ki si v resnici želijo tak en preskok na nek višji nivo, narediti na naslednji plato in dodati en tak boost svojemu razvoju kariernemu. Pa ne samo kariernemu, predvsem samo osebnemu razvoju, kajti karierni razvoj je potem posledica dobrega dela mene kot osebe. Absolutno, ful lepo si povedal in jaz se tudi strinjam, da je treba, kot vsak posameznik, je treba zelo veliko vlagati vase, ker s tem napreduješ ti in s tem raste v bistvu celotna ekipa in pa tudi podjetje. Absolutno. Daj mi povej, a si ti zmeraj vedel, da se hočeš, oziroma kaj bo ta trenutek, ko si se zavedel, da se hočeš podati v te vloge, da dejansko tudi ti train the trainee, da začneš pomagati, širiti svoje znanje, ker tvoja kariera je bila zelo, zelo impresivna, imel si res ogromen visokih položajev, ogromen vlog. Tako da, kdaj je prišel ta trenutek, ki si se ti zavedel, da bi rad delil svoje znanje, pa dejansko pomagal? Obstaja en koncept
ki se mi izkristaliziral že nekaj časa nazaj, in to je, da ko postaneš menedžer, dobiš titulo. Ko postaneš lider, pa v resnici dobiš čast. Titula nosi neko kratkoročno zmago, dobil si neki položaj, zmagal si v določeni igri, izbrali so te za službo med 1000 kandidati, v tistem trenutku si zmagovalec in to je to. Če si pa lider, nimaš nobenih omejitev. Kot menedžer lahko vodiš, 5-10 ljudi, več jih kvalitetno skoraj da ne moreš voditi. Lider si pa lahko 10, 100, 1000 ljudem, kajti to so ljudje, ki so tebi dali čast, zgledujejo se nate, v resnici jih ti ne vodiš, ampak oni se zgledujejo po tebi in nekako tako evolucijsko je to prišlo tudi pri meni. Jaz se nisem odločil biti vodja, nisem se niti odločil biti lider. Se mi je pa velikokrat zgodilo, da so ljudje prišli k meni in so rekli, glej, to je ena dobra ideja, a bi nam pomagal, a bi nas vodil, a bi nam strukturiral, a bi... Ne? In skozi prakso vsakič se naučiš nekaj novega, sem prišel do tega neke ugotovitve, da mogoče te modele, pa način, kot jaz delam, pijejo vodo, da odgovarjajo ljudem, da jim omogočajo, da tudi oni rastejo. In skozi leta sem sistematiziral ta moja dognanja, ki so v glavnem prišla iz prakse. Seveda se osebno tudi izobražujem veliko in v Sloveniji in tujini in berem knjige. Ni pa to dovolj, stvari moraš živeti v praksi in jih moraš preizkusiti. Jaz imam en koncept learn, practice, do, teach. Mi velikokrat imamo običaj in tudi jaz sem velikokrat padel v ta mod, preberem eno dobro knjigo, preberem en dober članek in takoj naslednji dan mojim sodelavcem in prijateljem začnem jaz razlagati, kako je to dobro in kako je to kul in kako bi oni morali to delati. Ja, komaj sem se naučil nekaj, sem že začel tičati, sem jih že začel učiti. V resnici pa v praksi te zadeve sam nisem sprobal, nisem jo spravil skozi moje mentalne procese, nisem jo predelal, nisem jo prilagodil moji realnosti, ne pa realnosti pisca te knjige ali pa tega članka. In zadevo moraš prvo sprobati v enem varnem okolju, na enem takem nezahtevnem projektu, izzivu, in ko sprobaš parkrat, ugotoviš, zadeva pije vodo, potem prideš lahko iz practice v do. To pa pomeni, da postane to tvoja normalna vsakodnevna praksa, ki jo uporabljaš v svojem poslovnem ali osebnem življenju, in čez nekaj časa postaneš dovolj zrel, postaneš mojster na tem področju, da lahko učiš druge o tej zadevi. In jaz se niti slučajno ne upam govoriti ali učiti nekoga o nečem, kar sam nisem na svoji koži sprobal skozi leta in se mi je izkazalo za nekaj dobrega. Ampak tudi takrat, ko nekoga učim o tem, mu ne predajam to kot mojo zgodbo, ampak kot začetek njegove zgodbe, kajti on mora to zadevo predelati. In skozi take cikluse na različnih izzivih, na različnih projektih, od velikih do majhnih podjetij, od velikih do majhnih organizacij, od lokalnih do globalnih, se je izkazal ta koncept z nekimi univerzalnimi pravili, z univerzalnimi koncepti, ki veljajo povsod, in te sem potem vgradil v Leader in Flow. Daj mi povej, zdaj smo v takih zelo zanimivih časih, ogromno izzivov se pojavlja za liderje, podjetja se zapirajo, kakšna se transformirajo, moraš biti zelo hiter. Kaj bi bil nek tvoj nasvet za liderje v teh časih? Ali pa več nasvetov? Ja, prvo, ne poskusite biti idealni. Nikoli ne moramo biti idealni. Svet je kompleksen, nikoli nimamo v naši glavi vse realnosti. Obstaja neka objektivna realnost, ki jo midva ne morava razumeti. Ti imaš svoj pogled, je subjektivna, moja realnost je spet subjektivna. Lahko pa prideva skupaj in skupaj iz te subjektivne najne realnosti zgradiva nekaj najboljšega v tistem trenutku. Se pravi, ključna zadeva ni, da želimo biti popolni tako, da bomo idealni, ampak bodimo popolni na ta način, da delamo vrhunsko vsakodnevne, enostavne zadeve.
In to nas bo pripeljalo vsak dan korak po korak v pravo smer. Ne rabimo biti v high-techu, ne rabimo biti v Silicon Valleyju, da bi bili vrhunski. Mene so moji starši vedno učili, da je vsak poklic časten, odvisno je samo, kako ga opravljaš. In zelo daleč nazaj se spomnim, ko sem razmišljal o tem, da sem sam sebe postavljal vloge v navidez nečastnih poklicev, ne? Ampak sem sam sebi videl, kako jih opravljam na časten način in sem rekel, ja, tudi jaz bi bil pripravljen delati to delo. Na časten način ga opravljam, če bi bili častni pogoji dela, častno plačilo, ni nečastne naloge. In skozi to se mi je izkristaliziralo to, da v resnici, ja, kot je Sinek rekel, start with why. Ja, start with why. Ampak prvo moraš zgraditi človeka, da bo našel ta svoj why, potem je pa tega človeka definira how. V resnici ga liderja vsi opazujejo glede na to, kako on dela, ne samo kako govori. In če v angleščini veliko krat, ko srečaš ljudi in te pozdravijo in reče how are you, jaz to obrnem malo drugače in rečem you are how. Super. Ker je to ključno, če znaš majhno, vsakodnevno stvar, drobno stvar narediti na kvaliteten način, verjamem potem, da boš znal tudi kompleksne stvari narediti na kvaliteten način. Če boš pa take majhne stvari delal šlampasto, verjemi mi, da je potem verjetnost, da boš tiste zahtevne zadeve naredil vrhunsko, veliko nižje. Tako da v teh časih verjetno bi ti svetoval, da se mora vsak lider postaviti v vlogo posameznika, v vlogo posameznika, ki je v njegovi ekipi, proba razumeti njegov položaj in dejansko jasno komunicirati. To si dobro povzel, ampak znati tudi pohvaliti vsakega posameznika za vsako majhno drobno stvar, ki je narejena dobro. In samo s takim načinom lahko potem posamezniki gradijo, kajti opažajo, da so opaženi, da je njihovo dobro delo opaženo, si upajo več, stopijo tudi iz cone svojega udobja in rečejo, ja, jaz sem prepoznan znotraj te ekipe, vem, zakaj sem tukaj, vem, kakšen je moj prispevek in vsakodnevno vidim. To je ena stvar. Druga ena taka globoka resnica, ki se mi je pa izkazala skozi čas, je in order to be great, it's not enough to be right. Vsi imamo zelo radi prav. In jaz imam prav in ti imaš narobe. Ego. Ja. Vsi smo polni. Mogoče je del tega našega vedenja tudi zraslo iz zahodnjaške vzgoje, ki nas nekako sili ali usmerja v neko tekmovanje že od malega, jaz bi bil rad boljši, jaz imam boljšo oceno, jaz imam višji socialni status, jaz imam boljši avto, moja ideja, tudi če ni nujno boljša, jo znam pa boljše zagovarjati, zaradi tega ima boljšo pozicijo. V resnici pa se ne znamo sodelovalno pogovarjati, ampak samo tekmovalno. In tisti, ki doživijo ta preskok in ugotovijo, da je poslušanje velikokrat veliko bolj pomembno od govorjenja, razumevanje, kaj nam drugi govorijo, razumevanje konceptov, da nam potem to omogoči korak dalje in vsak dan majhen korak nas pripelje do neke vrhunskosti v nadaljevanju. Tisti so zmagovalci konceptov. Kajti tisti, ki imajo prav v tem trenutku, imajo prav v tem trenutku in so zmagali majhno igro, ampak še zdaleč igra ni končana. Igra, ki se igra, v resnici nima konca. In ključno je, da igraš zato, da se igra nadaljuje, ne pa da nekoga poraziš in ustaviš njegovo igro. Na to, da si že celo življenje v inovacijah, pa dejansko zdaj probaš transformirati ekipe in učiti vodje, da so bolj
inovativni, kreativni, da znajo voditi, opolnomočiti zaposlene. Koliko je po tvojem mnenju pomembno, da dejansko kot lider dopuščamo napake? Napake so del naše rasti. Seveda napake ne smemo ponavljati, to je jasno. Ampak iz vsake napake se nekaj naučimo. In to ni zdaj trivialno. Te frazo slišimo velikokrat. Ključna je možnost delanja samostojnega koraka in preverjanja, a gre ta korak v pravo smer. In če gre v pravo smer, v redu, če gre v napačno smer, hitro ugotovimo, da smo šli v napačno smer in ga korigiramo. Za nekaj takega potrebujemo visoko stopnjo zaupanja. In lider mora imeti po eni strani visoko stopnjo zaupanja v ljudi, ki jih vodi, ali pa ki so mu dali čas, da jih lahko vodi, po drugi strani morajo imeti pa tudi njegovi ljudje visoko stopnjo zaupanja do njega. In zdaj pa, kaj pa je zaupanje? Zaupanje je pa lahko rahlo pesniški pojem, ki ga lahko opisujemo v odstavku 2 ali 3, lahko se pa tudi po določenih parametrih zmeri. In tudi ena od vsebin ali ključnih sporočil, ki jih jaz dajem, z zaupanjem se da upravljati. Zaupanje se da načrtno izboljšati, zaupanje se da segmentirati in ugotoviti, na katerem segmentu si šibek, na tistem segmentu aktivno delati in potem graditi to zaupanje do drugih. In tisti, ki to aktivno počenjajo, so fenomenalni v tem, tisti, ki pa aktivno to ne počenjajo, pa ponavadi izgubijo najboljše ljudi. In zaupanje je, kot Lencioni pravi pri 5 disfunkcijah tima, njegovih je osnova, če hočemo na koncu imeti na vrhu nek fokus na rezultate. Mislim, da je ta del kar ena šibka točka mnogih menedžerjev danes, ki se fokusirajo v resnici na rezultat, ki je na vrhu te piramide, pozabijo pa, da je osnova, če hočemo sploh iti do rezultata, to osnovno zaupanje. In zdaj, če že govorimo o zaupanju, bi se jaz malo dotaknil še ene teme, ker se mi zdi, da je pri tebi zelo opazno, da imaš ogromno znanja ravno na tej temi, in to so pogajanja. In ker se midva spoznala, si mi rekel in si zelo dobro povedal, da ima vsak svojo subjektivno resnico in dajva probati najti neko tretjo resnico, ki bo skupna obema. Tako da povej nam, kako ti skozi življenje se skozi pogajamo, ali gre to za, ne vem, višjo plačo, ali svojo partnerko, ali dejansko v trgovini, skozi se srečujemo s pogajanjem. Tako da kako ti, ko se lotiš nekega pogajanja, recimo v poslovnem svetu, kako priješ do te tretje resnice, glede na to, da ima vsak neko svojo željo, kaj želiva doseči? Ja, na koncu šolanje je bilo boleče. Na začetku, ko prideš v nek posel in se začneš pogajati, imaš absolutno tisti občutek, šel bom na pogajanja in my way or highway. Tukaj bi te prosil, sorry, kaj te prekinjam, da nam deliš kakšno tako izkušnjo, kakšno sočno iz tvojega življenja, da bomo lahko videli na real life case-u, kakšno anekdoto. Ja, sploh ni problema. Ampak imaš občutek, jaz sem car, mene bodo vsi poslušali, jaz ko pridem, ko povem, kako je moja ideja dobra, kako so moji argumenti dobri, boste sprejeli mojo resnico, ne? In namesto, da je 50% tvoja resnica, 50% moja, je v resnici 100% moja na koncu. In jaz sem tisti zmagovalec in ne briga me, da tisti na drugi strani se počuti kot poraženec v osnovi, ne? In ko greš par takih zgodb skozi, ker mogoče včasih tudi kratkoročno kaj dobiš, dolgoročno pa zgubiš, ugotoviš, da to ni pravi način, da dejansko moraš poiskati en dolgoročni win, včasih sam sebi, včasih pa tudi drugim reči ne, zaradi tega, ker je neka večja, višja vizija, nek daljši cilj, ki bi ga radi dosegli tudi na nek drugi način. In ko se midva pogovarjava in iščeva nek presek najne te resnice, v resnici, čim jo najdemo, je to najna skupna točka. In ugotoviva, da tukaj se pa oba strinjava, tukaj se pa ne rabiva kregati, tukaj pa ne rabiva ugotavljati, kdo je boljši, kdo je slabši, ali pa iskati šibkosti, argumente drugega. Tukaj se pa strinjava in tu je osnova, tukaj lahko začneva graditi zadevo.
Zdaj, ko sem jaz sprovociral za en primer, konkretno bom povedal. Ukvarjam se s padalstvom in zelo me zanima big wave skydiving, se pravi skakanje v velikih formacijah, in kar nekaj let nazaj sem na kar nekaj svetovnih teh srečanj šel in bil tam udeleženec, ampak v določenem trenutku, ko je bilo ena tako veliko srečanje, me niso izbrali med tiste elitne padalce, ampak so rekli, ja, pojdi v tisto srednjo skupino, ki se boš še malo naučil in mogoče naslednje leto, kdo ve kako. Ne? In sem jaz rekel, pa lani sem bil v elitni skupini, zakaj letos nisem v elitni skupini? So rekli, ja, veš, tam ena Američanka je, ona to zbira, daj se pogovori direktno s njo. Ne? In jaz ne tako zanimivo pišem mail, ja, jaz sem bil pa lani, skupaj sva skakala, naredili smo evropski rekord in tako, zakaj pa letos nisem? Ne? In ona je rekla, kaj je v resnici tvoj cilj, ne? Kaj bi rad dolgoročno postal? Ne? Sem rekel, dolgoročno bi rad postal, ne vem, svetovni rekorder, bil del najboljših ekip, bil del tega communityja. In je ona rekla, odlično, potem pa tudi vse te skile, ki jih za to rabiš, lahko tudi v tej srednji skupini naučiš, ne rabiš iti v tisto največjo skupino. Tista je večja skupina, ampak skile se učiš pa iste. Tvoje znanje letos ni nič slabše, kot je bilo lani, ampak mogoče se je več tistih še z boljšim znanjem letos prijavilo. Našla sva middle ground, ona mi je ponudila eno dolgoročno vizijo, da obstaja možnost, da bom recimo nekoč del svetovnega rekorda. Jaz sem dobil zagotovilo, da se bom lahko učil in da bom na tistem radarju, in tisto leto dejansko sem skakal v tisti srednji skupini. Naslednje leto sem bil avtomatsko izbran v skupino, ki je postavljala evropski rekord na Poljskem, in smo skakali. In to je tisto kreiranje skupne vizije za neko dolgoročni plan. Če bi se jaz v tem trenutku z njo kregal, nagovarjal, dokazoval, da sem dober, naslednje leto verjetno jaz, mogoče bi v tem argumentu tudi zmagal, naslednje leto jaz ne bi bil v tej poziciji, ko sem. In to je živi dokaz, kako je tak način gradnje, skupne gradnje neke rešitve uporabno na vsakem koraku. In ti to imenuješ pogajanje, jaz pa to mogoče imenujem skupno iskanje rešitve. Če sva pa zelo uspešna, dejansko je pa to lahko najin skupinski flow, se pravi v tistem trenutku oba začneva performati najbolje in na koncu dneva oba rečeva, aha, kaj se je pa ravnokar zgodilo. Glej, niti en, niti drugi nisva planirala, da se bo to zgodilo, ampak kreirala sva nekaj, kar niti na horizontu ni bilo v trenutku, ko sva sedla skupaj. Super. Prav, 1 + 1 ni 3, ampak je dejansko 11. Dejansko 11, ja. Daj mi povej, na kaj si pa ti najbolj ponosen v svoji karieri? Kaj bi bil zate tak največji uspeh? Mislim, da na koncu sem ponosen na ljudi, ki sem jih prej ali slej zapustil. Projekti, ki jih delam, so včasih dolgi nekaj mesecev, včasih pridem v določena podjetja za leto, včasih sem bil 3 do 4 leta v določenem okolju, vedno z neko vizijo, vedno z neko misijo, da naredim določeno spremembo, da opolnomočim ljudi, ki so tam, in s pomočjo njih dvignem vse to na višji nivo. In v veliki večini primerov mi je, zdi se, kar dobro uspelo, na osnovi ali pa po zaslugi ljudi, ki so bili tam, ki so mi nekako zaupali, in na koncu koncev v realnosti potem tudi izvedli in izvajali tudi, ko mene še ni bilo. In veliko takih kolegov še danes me občasno pokliče, gremo na pijačo, se srečujemo z določenih delovnih okolij, 5, 6, 7 let nazaj smo se že formalno razšli, pa se še vedno dobivamo in srečujemo. In to so ljudje, ki zdaj kreirajo svojo zgodbo, kreirajo svojo pot, ki več ni pod mojim vplivom, pa še vedno nekako čutim, da nek boost se jim je pa takrat zgodil. In to je eno tako notranje zadoščenje, da sem mogoče na nekoga pozitivno vplival in da je na osnovi tega
njegovo življenje, njegova karierna pot in osebna pot mogoče kvalitetnejša. To je, ljudje se me najbolj dotaknejo. Poleg tega so pa še določeni zanimivi rezultati. Omenil si parkrat IM Bills, takrat to je bila ena druga ideja v Halcon Studiu, ko smo inovacijski inkubator vzpostavili in pozneje so kolegi to zadevo razvili do takih zelo uspešnih rešitev, ko si na začetku nismo niti zamislili, se pravi, to je spet dokaz, kako lahko več ljudi skupaj, 1 in 1 naredi 11. Mogoče zdaj je zanimiva tudi zgodba, ker sem bil v srednje veliki multinacionalki, ki jo je kupila zelo velika multinacionalka in kar naenkrat sem bil na kar ugodni, bi rekel, globalni poziciji, ko so prišli kolegi do mene in so me zaprosili, a bi jim pomagal pri razvoju ene startup ideje. In sem rekel, seveda, ja, sem pomagal pri razvoju in ko nam je ta startup ideja uspela, ko smo celo pridobili sredstva, je bilo treba začeti izvajati to startup idejo. In sem z pozicije, visoko globalne pozicije, prišel na pozicijo prvo zaposlenega v startupu, kjer smo potem skupaj z drugimi sodelavci, ki so na začetku delali od zunaj, potem so se mi pridružili, skreirali določeno zanimivo zgodbo, ki še danes živi v Silicon Valleyju, je dobila, mislim, da čez $40 milijonov kapitala, vložkov in dela zdaj z globalnimi podjetji in je mednarodno podjetje in spet tudi v Sloveniji, mislim, da zaposluje več kot 50 inženirjev, razvojnih inženirjev, delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. In nekako v tistem trenutku je bilo treba se odločiti, go, no go, in sem se odločil, recimo. In skupaj s kolegi omogočil, da se je ena taka dolgoročna zgodba zgodila. Se pravi, ključna zadeva je pognati ta vztrajnik dovolj dolgo, dovolj kvalitetno, dovolj usmerjeno v smer neke vizije, da se potem obrača sam in potem razvija dalje. In kot pravijo, en lep pregovor je, kot otrok, otroka v resnici nimaš v lasti, ampak ga imaš v sposojo do njegovega 18. leta, do takrat mu daješ impulse, vrednote, malo ga varuješ, z 18. letom ga pa pošlješ, da gre sam v svet. Na isti način je s poslovnimi idejami, na isti način je s podjetji, na isti način je s sodelavci, če imaš do njih relacijo kot lider. Dobro. Daj mi povej, kaj bi bilo pa tvoj nek nasvet, ki bi si ga dal sam sebi, zdaj, ko si že starejši, bolj izkušen, ko si bil mlajši v mladih letih? Kaj bi bil tak nek nasvet? Zelo so me dotaknile besede, mislim, da je bil Richard Branson, ki je rekel, če te nekdo vpraša, a bi kaj delal, in če ti je to zanimivo, reči da, potem se pa to nauči. Čeprav ne znaš. Čeprav ne znaš. Okay. Se pravi, nasvet je, bodi hraber, zasleduj srce, včasih tudi tisti gut feeling, občutek, intuicija, ki ti pove, ja, to si želim, to si ne želim. Ni stvari, ki se v življenju človek ne bi mogel naučiti, če mu je draga, če mu je ljuba, če mu je blizu, če dela s srcem. Se pravi, znanje, neko tehnično, neko inženirsko ali ekonomsko, konceptualno, vse se da naučiti. Ne moreš pa fejkati passion, strasti. In če za nekaj čutiš strast, vrži se, to bi bil moj nasvet vsakemu, če čutite, da vam je nekaj blizu, da si želite, prepustite se, peljite v to, mogoče za trenutek karierno stopite tudi korak, 2 v stran, tudi malo nižje, če je treba, ampak verjemite mi, prej ali slej boste prišli do tistega cilja, ki vas bo izpolnil. Jaz sem svoj čas, ko smo se pogovarjali o karieri, sem rekel, vsak pravi lider je pravzaprav stoji na železniški postaji in gleda vlake, ki grejo mimo. Ti se moraš samo odločiti, kateri je tisti vlak, na katerega boš stopil in koliko časa se boš vozil na njem. Ampak na koncu te morajo te vlaki pripeljati nekje v smeri tvoje vizije. Mogoče ne direktno, mogoče ne prvi vlak, ampak če veš, kam bi rad šel, boš prej ali slej prišel tam.
In ne se bati se stopiti iz vlaka in stopiti na drugi vlak. Daj mi povej, kako pa ti gledaš na tvoj stil vodenja? Kako si spremenil tekom tvoje kariere, ko si bil recimo v manjših vlogah, oziroma potem, ko si bil v zelo pomembnejših vlogah, kjer si lahko zelo spremenil, pa kreiral, pa vplival na podjetje, pa organizacijo? Na začetku si omenil, da sem eno od mojih izobraževanj tudi Vojaška akademija in Vojaška srednja šola. Seveda, na začetku sem imel avtoritativni stil vodenja, skladno s kulturo, ki me je oblikovala tistih 9 let. Nisem pa nikoli te avtoritete jaz osebno doživljal kot absolutne avtoritete, ampak ta avtoriteta je bila vedno na osnovi nekega znanja, strokovnosti ali pa zaupanja ljudi. Že takrat, tako da potem, ko je po spletu okoliščin, sem kar naenkrat pristal v poslovnem svetu, ne pa v nekem strogo definiranem vojaškem svetu, je bil to kar mali šok zame. Kako sem ugotovil, da ljudje kar naenkrat ne naredijo točno tako, kot jim jaz rečem, in sem ugotovil, da je ta stil malo potrebno spremeniti in predvsem, kot sem že prej rekel, poslušati. Tako da ni bilo lahko na začetku, velikokrat se človek mora ugrizniti v jezik. Ko imaš rešitev že na dlani, ti misliš, da jo imaš, ampak v resnici, če ne izkoristiš inteligence tudi vseh drugih, zamujaš veliko stvari, izpuščaš. Pravzaprav glavni razlog, zakaj si zaposlil te ljudi ali zakaj jih imaš v podjetju. In lep pregovor je use everybody's intelligence. In če ti ukazuješ avtoritativno, ne izkoriščaš te zadeve. Zato sem se čez čas naučil, da moram poslušati in iti skozi določene korake, da izoblikujemo to neko določeno odločitev, ampak takrat, ko pa sprejmemo odločitev, takrat pa vsaj v začetni fazi ni demokracije, ampak je avtokracija, takrat smo se pa vsi skupaj strinjali, si zaupamo, našo obvezo in zavezo smo sprejeli in smo fokusirani k rezultatom. Seveda, vedno eno je plan, nekaj pa planning. Planning je vedno potem spreminjanje tega plana v nadaljevanju, ampak čas za pogovor je na začetku, ko pa gremo proti cilju, je pa treba zadeve izvajati in zaupati, da bo vsak naredil tisto, kar smo se prej dogovorili. In zaupanje spet je osnova za vodenje ljudi. Jaz kot vodja, kot voditelj nimam niti resursov, niti znanja, niti kompetencij, na koncu koncev škoda mojega časa za mikromanagement, za neke mikrokontrole ljudi v ekipi. Jaz jih moram prej zgraditi na ta način, da bojo oni sami sebe korigirali, kontrolirali in da ne potrebujejo neke mojega nadzora. Kako pa ti gledaš zdaj, ko smo vstopili v te zelo zanimive čase, polne izzivov, kjer prihaja delo na daljavo, mogoče skrajšan delovnik, vpeljava teh tehnologij. Kako gledaš na te čase? Jaz sem po izobrazbi informatik, tako da tehnološka je ta stvar meni blizu. Je treba paziti pa, da ne bomo izgubili tistega socialnega stika. V času korone so rekli, da je rešitev za korono social distancing. Jaz sem tako rekel, da so naredili eno veliko napako. V resnici je physical distancing pa social bonding. Medosebni kontakti, ki niso čisto tehnološki, so zelo pomembni za naša čustvena stanja. Moj osebni koncept je, če imam izbiro, ali bom nekomu napisal mail ali pa šel 10 korakov stran v sosednjo pisarno in se osebno z njim pogovoril, bom veliko rajši šel peš, se osebno pogovoril, kajti efekt komunikacije, ki jo izvedem na ta način, čustvena angažiranost, ki jo imava oba po temu in verjetnost, da se bo neka aktivnost zgodila, je veliko večja, če imamo to osebno komunikacijo. Seveda, nova generacija osebno komunikacijo verjetno doživlja zelo podobno, ali je face to face ali je online.
če je to video ali slušna komunikacija, se pravi, s tem nič narobe. Ne smemo pa zamenjati delo od doma z tem, da je dovolj, da ljudem delegiramo naloge, delegiramo taske in pozabimo malo, da je na drugi strani pravzaprav ni nek izvajalec taskov, ampak je član naše ekipe, ki ima svoje čustva, ki ima svoje pričakovanja, ki si želi interakcije z drugimi na drugi strani, ki si želi, da njegov vodja ali voditelj si vzame čas za njega, da se pogovori z njim, in na osnovi tega je verjetnost za kvalitetno in pravočasno opravljanje nalog veliko večja. Se pravi, ja, nič nimam proti temu, celo podpiram, kajti danes smo videli, da čas korone je bil za marsikaj tudi dober, ekološko, prometno in še za kakšne druge zadeve. Tudi po eni segmenti smo resursov manj porabili, kajti ljudje enostavno so šerali resurse, sharing economy je tisti buzzword, ki ga veliko govorimo, zdaj smo bili prisiljeni kar naenkrat to zadevo vrhunsko, ne smemo pa pozabiti na to, da pa v osnovi smo pa socialna bitja in ta naša čustva pričakujejo določeno stopnjo socialnih interakcij. Se povsem strinjam in se mi zdi, da tehnologija, čeprav imamo video, kamere, bo zelo težko zamenjala to neverbalno komunikacijo, ki se dogaja in je zelo pomembna. Dajva se malo spustiti na tvoje osebno življenje. Povej mi, kaj je tvoj najljubši citat oziroma quote? Veliko. Jaz v resnici sem eden od tistih, ki verjame v to, če znanje deliš, se znanje množi. Tako ga jaz dajem, ampak na isti način ga vpijam od drugih. In ko slišim kak dober citat, ta citat ni več njihov, ta citat postane moj, ker ga vgradim v to mojo zgodbo. V resnici je ko postaneš menedžer, dobiš titulo, ko postaneš lider, ti podelijo čast, ena zadeva, ki se me je globoko dotaknila. V resnici pa se moramo zavedati ene zadeve kot lideri, da smo še vedno ljudje, kljub temu, da bi radi bili perfect. In pred časom sem slišal en citat, ki pravi: "Don't worry if you are not master of all, be proud if you are master of one." Se pravi, zavedaj se, kaj je tisti tvoj fokus, kjer bi res rad bil vrhunski, in delaj na tem. Tako je. In ta ena izkušnja z tega enega področja vrhunskosti ti bo omogočila, da boš veliko boljši na vseh drugih področjih. Nas so pa od malega učili, da v osnovni šoli moraš povsod imeti petke, če je 5 minus, zakaj 5 minus, teklo nas je 100, če nisi dobil zlate medalje, zakaj nisi dobil zlate medalje, mogoče niso niti verbalno tega rekli, ampak neverbalno. Se pravi, izbirajte svoje bitke, izbiraj področje, ki so ti res pri srcu, kjer lahko narediš dodano vrednost, in bodi tam mojster. Vse ostale področje okrog tega se bodo na osnovi tega dvignile. Se pravi, don't worry if you're not master of all, be proud if you are master of one. Najljubša serija? Star Trek. Zakaj? Dejansko zaradi slogana samega, to boldly go where no man has gone before, ker je sama serija, sama dejanja v seriji grejo zelo v skladu z tem, kar jaz delam. Mene zanimajo stvari, globine, kjer ljudje še niso bili. In me ni strah tega, ker se neprestano sprašujem vprašanja in najdem nove odgovore, novi odgovori mi dajo nova vprašanja. In če je nekaj tisto, kar je meni pri srcu, imam neizmerno energijo in sem sposoben raziskovati, tako kot Star Trek, dolge sezone. Se pravi, da greš skozi izven svoje cone udobja? Absolutno je pa zelo pomembno, da greš iz svoje cone udobja vsak dan, ampak ne preveč. Ker če greš preveč iz svoje cone udobja,
velikokrat lahko postane strah. Prideš res v cono neudobja, ko pa rečeš, tu pa sem jaz v eni poziciji, ko pa ne vem, kaj bi naredil, in potem imaš hitro ti si poriv, fight or flight, ali se moram boriti, ali moram pobegniti, ali kaj takega. Ne? Če greš premalo izven cone udobja, ti je dolg čas. Moraš biti pa ravno prav meč mora biti. In znanstveniki so nekako ugotovili, da če lahko vse v neke številke spravimo, probajmo še to spraviti, so rekli, najboljše je, če se spraviš na 104% lastne percepcije, lastnih sposobnosti. Se pravi, tisto, kar jaz mislim, da sem sposoben, grem malo čez to. In po enem poskusu, po 2 poskusih, po 3 poskusih, po 3 izkušnjah, bodo te 104% bodo postali moj nov normativ. Moj novi 100%. Takrat bom pripravljen za nove 104, za nove 104. Zamislimo se, če bi vsak dan šli samo 4%, obrestni račun, 4% na 4% na 4%, leto ima 365 dni, kaj lahko v enem letu dosežemo, da ne govorimo, kaj lahko v karieri dosežemo. Se pravi, ni nobene potrebe, da mi danes radikalno naredimo kaj drugače, ampak samo vrhunsko naredimo običajne stvari. Običajne stvari delamo na 104% in čez čas mi ne bomo tega niti opazili, ampak drugi bodo opazili, da smo se mi spremenili. Kje pa ti v bistvu širiš svoje znanje? A imaš kakšne knjige, medije, podcaste, televizija? Kar berem veliko berem, poslušam tudi podcaste, berem tudi članke, poskušam ugotoviti, obstajajo določeni segmenti, določena znanja, ki nadopolnjujejo, ki se navezujejo na ta moj mentalni ekosistem, in potem v skladu s tem raziskujem, kot Alice in Wonderland, grem v tisto luknjo in nikoli ne vem, kam me bo pripeljalo. Ampak probam pač čez nekaj časa se vrniti nazaj in reči, v redu, to je bila ena pot, kaj sem zdaj ujel, v redu, da se ne zaplezam, ki je preveč globoko, zelo globoko verjamem v Paretovo pravilo 20-80, večino insightov relativno hitro lahko ugotoviš, in če jih lahko ugradiš, ta svoj ekosistem jih ugradi, preizkusi v praksi in potem pejdi iskati še nekaj drugega, še nekaj tretjega. Na tistih segmentih seveda, ker moram jih jaz osebno vrhunsko izpeljati, pridem potem do 100%. Ampak na določenih drugih podpornih znanjih je pa ta ekosistem lahko rahlo bolj površen, ampak toliko večji, toliko širši, da potem človek razume sistem, znotraj katerega deluje. Tako da recimo v zadnjem času sem prebral eno zelo dobro knjigo, ki bi jo priporočil vsem liderjem, da jo preberejo in se zavedajo ekosistema, kjer delujejo, in to je igre, ki jih igrajo ljudje, igre s koncem in igre brez konca. Finite in infinite games. In v resnici, ko mi pogledamo, potem lahko ugotovimo, da neka titula, ki jo dobimo kot menedžerji, je samo zaključek ene igre s koncem. Ker v tem trenutku, ko smo dobili titulo, se je ena igra končala in se neka nova igra začne. Se pravi, ko pridemo v eno službo, je to konec neke igre. V resnici leadership je pa igra brez konca. Je vseživljenjsko potovanje, kjer mi v resnici ne igramo po pravilih, ampak se igramo s pravili, sami lahko se odločamo, na kateri vlak bomo stopili, sami se odločamo, na kak način bomo vodili, sami se odločamo, katere projekte bomo gradili ali jih ne bomo gradili, kajti velikokrat je pomembno zelo reči ne, tudi če ne čutimo določene zadeve, in omogočamo, da se ta igra nadaljuje v neskončnost, na koncu koncev tudi takrat, ko nas več ni poleg, in da jo drugi igrajo namesto nas. In mislim, da je to glavni cilj liderjev, da lahko igro predajo svojim sodelavcem. Zdaj, med našimi poslušalci je ogromen izkušenih liderjev, mladih liderjev in pa oseb, ki želijo biti tudi liderji. Tako da, kaj bi bili tvoji 3 neki zaključni nasveti, ki bi jim dal? Zavedajte se, da v resnici ne delate za titulo, delate za
čast in če dosežete to, da ko dobite neko titulo, da vam ljudje še podelijo čast, ste na pravi poti. Vedno si rezervirajte čas za pomembno v vašem življenju, kajti nujno bo vedno povozilo in preglasilo pomembno. Vsak dan nas bombardirajo zadeve in te zadeve so vedno močnejše, glasnejše. Če si ne boste zavedno vzeli 10 ali 20% svojega časa, ne boste nikoli imeli čas za lasten razvoj in razvoj vaše ekipe. In sprejmite to, da vrhunsko opravljanje običajnih stvari vsak dan je tudi vredno enega vodje in enega liderja. In bodite mojstri ene zadeve, vrhunsko opravljate to zadevo in čez čas boste ugotovili, da tudi druge stvari v vašem življenju kar naenkrat laufajo boljše. Super, hvala. Zdaj, meni se je blazno zapomnil ta tvoj stavek, da lider ne igra po pravilih, ampak se igra s pravili. Tako da mislim, da bo to nekaj, kar bom si jaz tudi dal nekam napisati. Tako da, Roman, jaz bi se ti zelo rad zahvalil za tvoje izkušnje, tvoje misli, tvoje nasvete, ki si jih dal z nami. Mislim, da bodo naši poslušalci zelo hvaležni. Tako da hvala še enkrat, ki si prišel na naš podcast. Hvala tudi tebi za vabilo in veliko uspeha.